Dirka, ki naj bi bila še ena prelomnica v karieri, zgrajeni na dih jemajočih hitrostih in neustrašni vožnji, se je spremenila v turoben dan, ki je zavedno spremenil potek Formule 1. Danes se poglobimo v tragične dogodke na veliki nagradi San Marina leta 1994 in grozljive zadnje minute enega največjih dirkačev v zgodovini motošporta in Formule 1. Ayrton Senna je bil dirkaški mojster, katerega življenje na stezi je bilo prav tako privlačno kot junaško. Dirkač, inovator, strateg. Senna je bil za mnoge ljubitelje Formule 1 to, kar sta bila Picasso in Michelangelo za umetnost. Njegova predanost premikanju meja mogočega je zaznamovala njegovo kariero in navdihnila legije oboževalcev ter tudi druge dirkače. Z več naslovi svetovnega prvaka in neštetimi zmagami je bil na poti, da svojo vizijo in neprimerljivim talentom preoblikuje Formulo 1. Do usodnega dne na dirkališču Imola, ko je pot namenjena prikazu vrhunca njegove spretnosti, namesto tega postala srhljiva zgodba o tem, kako hitro lahko gre na dirkališčih kaj narobe. Pridružite se nam, ko raziskujemo življenje 34-letne legende, katere naslednji veliki izziv je bil še dodatno utrditi svoj status, morda največjega vseh časov. Če bi mu uspelo, bi še naprej prevladoval v športu, ki ga je ljubil, a usoda je imela drugačne načrte. Če je vaše znanje o Formuli 1, tako kot moje, omejeno na pozne večerne novice, športni del in občasne objave na družbenih omrežjih, si morda mislite. Ayrton Senna je ustrezal tipičnemu vzorcu dirkaških čudežnih otrok. Iz privilegiranega okolja, rojen v dirkaško aristokracijo, že od malih nog, vzgajan za prevlado na stezah. A vendar, to ne bi moglo biti dlje od resnice. Čeprav je Ayrton res užival udobno otroštvo, njegov vstop v svet dirkanja ni bil naprej določen z družinsko zapuščino. Ayrtonova družina ni bila znana po dirkanju. Bili so poslovneži v São Paulo, v Braziliji. Ayrtonova zgodba ni o dirkaških pokalih iz mladih let. Gre za fanta, ki je imel avtomobile rad bolj kot karkoli drugega. Ayrton se je rodil 21. marca 1960 kot srednji otrok v družini, kar je pomenilo, da je moral najti načine, da izstopa. Že od malih nog je Ayrton oboževal vse, kar se je premikalo na kolesih. Ni bil obdan z dirkališči ali dirkaško opremo, imel pa je igrače in gokarte, s katerimi se je igral skupaj z očetom. Njegov oče, uspešen poslovnež, je videl, kako zelo Ayrton obožuje avtomobile. Zato mu je, ko je bil Ayrton star komaj 4 leta, izdelal gokart. Ni bil nič posebnega, a za Ayrtona je bil popoln. Vozil ga je po njihovem velikem dvorišču in se pretvarjal, da je na pravih dirkah. Za Ayrtona se je tukaj vse začelo. In kmalu ga je strast do vsega na kolesih naredila za enega najbolj znanih športnikov na svetu. Ko je odraščal, je bil Ayrton kot vsak drug otrok. Hodil je v šolo, se ukvarjal s športom in se družil s prijatelji. Ni bil najboljši učenec, bolj je bil znan po svoji odločnosti in včasih tudi trmi, lastnostih, ki so mu kasneje pomagale v dirkanju. Ko je odraščal, je raslo tudi njegovo navdušenje nad avtomobili. V najstniških letih je njegova družina prepoznala Ayrtonovo močno zanimanje za tekmovalno dirkanje. Jasno je bilo, da Ayrton potrebuje več kot le stezo na domačem dvorišču, da bi uresničil svoje sanje. Ko je imel 13 let, se je njegov oče odločil, da je čas, da ga vključi v bolj strukturirano dirkaško okolje. Kupil je Ayrtonu njegov prvi pravi dirkalni kart. To ni bil kar katerikoli kart. Bil je zgrajen za tekmovanja in je predstavljal Ayrtonov prvi korak v svet profesionalnega dirkanja. Ayrton je začel tekmovati na lokalnih prvenstvih v kartingu. Karting pogosto velja za prvi resen korak v karieri dirkača in za Ayrtona ni bilo nič drugače. Ni zgolj sodeloval, bil je tam, da zmaga. Njegova predanost razumevanju mehanike svojega gokarta, skupaj z njegovimi naravnimi vozniškimi sposobnostmi, je poskrbela, da je že v mladih letih izstopal. Karting je Ayrtona naučil veliko več kot samo vožnje. Naučil se je o dinamiki tekmovalnega dirkanja, vključno s pomenom natančnosti, pravega trenutka in strategije. Ure in ure je preživljal na treningih in opazoval druge dirkače, se učil iz njihovih tehnik in napak. Njegove prve dirke niso bile lahke. Kljub talentu se je Ayrton soočal z izzivi. Dirkanje je zahteven šport, kjer te lahko že majhna napaka stane zmage. A Ayrton je bil vztrajen. Vsako dirko je analiziral, da bi razumel, kaj je šlo narobe in kako bi se lahko izboljšal. Ta skrbna pozornost do podrobnosti je postala prepoznavna značilnost njegovega dirkaškega sloga. Senna je leta 1977 osvojil južnoameriško prvenstvo v kartingu. Vsako leto od 1978 do 1982 je tekmoval na svetovnem prvenstvu v kartingu, kjer je bil leta 1979 in 1980 drugi.
Pri 17 letih je Ayrton osvojil več karting prvenstev v Braziliji. Njegov uspeh na stezi ni ostal neopažen in postajalo je jasno, da ima potencial preseči nacionalna karting tekmovanja. Ayrton je začel sanjati o dirkanju v daljni Evropi, kjer je bila konkurenca močnejša in priložnosti večje. S podporo svoje družine se je Ayrton pogumno odločil preseliti v Evropo, kar je bil pomemben korak, saj je moral za seboj pustiti družino in prijatelje. Leta 1981 se je skupaj z ženo preselil v Anglijo, kjer je dobil priložnost uspeti v središču motošporta. Ta selitev je bila skok v neznano. Ayrton je vstopil v svet, kjer ga niso poznali, kjer se je moral znova dokazati. V Angliji se je Ayrton pridružil dirkaški ekipi Van Diemen, ki jo je takrat vodil vodilni šef Formule Ford Ralf Firman. Da bi tekmoval v seriji Formula Ford 1600, priljubljeni vstopni seriji za številne bodoče dirkače Formule 1. Njegovo prilagajanje na življenje v Angliji je bilo zahtevno. Vreme, hrana in jezik so bili zanj nekaj novega, vendar je ostal osredotočen na dirkanje. Ayrtonov talent je hitro zasijal. Prvenstvo je osvojil že v svoji prvi sezoni in hitro postal znan na dirkališčih kot nekdo, ki bi lahko nekoč dirkal v Formuli 1. Njegova pot od dečka v São Paulo do prvaka v Angliji je pomenila šele začetek tistega, kar bo postala slavna kariera v motošportu. A bila je to kariera, ki se je skoraj končala, še preden se je sploh začela. Ob koncu leta 1981, ko se je njegova prva dirkaška sezona bližala koncu, se je Ayrton znašel na razpotju, ki bi lahko prezgodaj končalo njegovo pot v motošportu. Pritisk je naraščal z več strani. Njegova žena, nezadovoljna z življenjem v tujini in hrepeneča po Braziliji, ter njegova družina, ki si je želela, da bi Ayrton prevzel pomembno vlogo v družinskem podjetju doma. Vžet med pričakovanji svoje družine in lastnimi dirkaškimi ambicijami se je Senna znašel na razpotju. Občutivši težo teh pritiskov, se je Senna po koncu dirkaške sezone vrnil v Brazilijo. Toda po zimi leta 1981, ko se je Senna vrnil v Brazilijo, je bil globoko nesrečen. Delo v družinskem podjetju ga ni izpolnjevalo tako kot dirkanje. Pogrešal je adrenalin dirk in zadovoljstvo, da se z vsako tekmo izboljšuje. Kljub udobju in varnosti, ki mu jo je ponujalo družinsko podjetje, je bilo vseeno jasno, da je njegova strast na evropskih dirkališčih. Po mesecih razmišljanja in kljub močnemu nasprotovanju družine ter nenehnim zakonskim napetostim je Senna sprejel ključno odločitev. Februarja 1982 se je odločil vrniti v Evropo in nadaljevati z dirkanjem, kar je na koncu pripeljalo do konca njegovega zakona. Ta odločitev je zaznamovala prelomni trenutek v Sennovem življenju in pokazala njegovo popolno predanost dirkanju. Predanost, zaradi katere je skoraj vse drugo izgubil v iskanju svojih sanj. In predanost, ki ga je na koncu pripeljala do strašljivega konca. Leta 1984 je Senna debitiral v Formuli 1 z ekipo Toleman. To ni bila najbolj konkurenčna ekipa na startni vrsti, a Sennovega sijaja ni bilo mogoče zasenčiti. Njegova prva sezona je bila zaznamovana z več impresivnimi uvrstitvami, vendar je bila prav deževna velika nagrada Monaka leta 1984 tista, ki je resnično pokazala njegov potencial. V nevarnih razmerah je Senna startal 13., a se je prebil skozi celotno konkurenco in končal na drugem mestu. Mnogi verjamejo, da bi zmagal, če dirke ne bi prečasno prekinili zaradi slabšega vremena. V svetu Formule 1, polnem adrenalina, je boj s časom in tekmeci neusmiljen, zaznamovana z natančnostjo, spretnostjo in izjemno hitrostjo. Na vsaki dirki je Ayrton običajno odpeljal določeno število krogov, pri čemer je dirka trajala približno 90 minut. Ni smel rezati ovinkov ali zapustiti steze, sicer je tvegal kazni. Njegove roke in noge so nenehno zaposlene s krmiljenjem, zaviranjem in pospeševanjem avtomobila, vse to pa medtem, ko je menjal prestave tudi do 50krat na krog. Da bi končal vsako dirko in bil upravičen do točk, je moral Ayrton ne le priti do cilja, ampak tudi končati med prvimi 10. Dirkanje v Formuli 1 je preizkušalo sposobnost Ayrtona Senne, da ohrani nadzor nad natančno nastavljenim dirkalnikom pri hitrostih, ki presegajo 320 km/h. Vožnje po zahtevnih stezah, ki se vijugajo, zavijajo in valovijo, ter zahtevajo največjo zbranost in fizično vzdržljivost. Ura se ustavi šele, ko zamahnejo s karirasto zastavo, kar označuje konec naporne dirke, kjer šteje vsaka milisekunda. Uvrščen kot eden najboljših dirkačev na svetu, je Senna bil na poti, da postane legenda Formule 1, še posebej po svoji izjemni prebojni sezoni.
Že na začetku in skozi celotno kariero je bil Senna znan po svoji sposobnosti, da je podajal podrobne tehnične vpoglede v zmogljivosti svojega dirkalnika in razmerah na stezi, kar je bilo še pred široko uporabo telemetrije v Formuli 1. Ta tehnična ostrina je prvič prišla do izraza med nepozabnim incidentom na veliki nagradi Dallasa, kot se spominja Pat Simmons. Sennin, prvi dirkaški inženir v Formuli 1. Avto je bil tam precej konkurenčen, zato smo pričakovali dobro dirko, vendar se je Ayrton zgodaj v dirki zavrtel. Nato se je na precej učinkovit način prebil nazaj skozi skupino in pričakovali smo kar dober rezultat. Potem pa je zadev v zid, poškodoval zadnje kolo in pogonsko gred ter odstopil, kar je bila res škoda. Pravi pomen tega pa je bil, da mi je, ko se je vrnil v bokse, povedal, kaj se je zgodilo in rekel, prepričan sem, da se je zid premaknil. In čeprav sem slišal že vse izgovore, ki jih je kdajkoli izrekel kakšen dirkač, tega zagotovo še nisem slišal. Ampak Ayrton je bil pač Ayrton, s svojim neverjetnim zaupanjem vase, z absolutnim prepričanjem. Potem me je prepričal, da sem šel z njim po dirki pogledat kraj, kjer je trčil. In popolnoma je imel prav, kar je bilo neverjetno. Ker je bila steza v Dallasu ulična, je bila proga obdana z betonskimi bloki in kar se je zgodilo, smo lahko videli po sledovih gum. Nekdo je zadel skrajni del betonskega bloka, zaradi česar se je ta rahlo zasukal. Tako je sprednji rob bloka štrlel ven za nekaj milimetrov. In vozil je s takšno natančnostjo, da je bilo teh nekaj milimetrov razlike med tem, ali je zadev zid ali pa ga ni. Čeprav sem bil sprva razočaran, ker smo zaradi napake voznika odstopili z dirke, se mi je, ko sem videl, kaj se je zgodilo in kako je vozil, spoštovanje do tega človeka zelo povečalo. Tisto sezono si je Senna zagotovil dodatne uvrstitve na stopničke na dirkah za veliko nagrado Velike Britanije in Portugalske ter končal na 9. mestu v dirkaškem prvenstvu s 13 točkami. Vendar pa njegova sezona ni minila brez polemik. Senna se je soočil s prepovedjo nastopa na dirki za Veliko nagrado Italije, potem ko je začel pogajanja z Lotusom za sezono 1985, ne da bi o tem obvestil svojo takratno ekipo, Tira. Njegov prestop k Lotusu leta 1985 mu je omogočil bolj konkurenčen dirkalnik, kar je izkoristil in zmagal na svoji prvi dirki za Veliko nagrado na Portugalskem, v razmerah, ki niso bile idealne. Njegovo mojstrstvo v mokrih razmerah je postalo zaščitni znak njegove kariere, zaradi česar si je med navijači in komentatorji prislužil vzdevek deževni mož. Še en odločilen trenutek je prišel v sezoni 1988, njegovi prvi z ekipo McLaren. V partnerstvu s tekmecem Alanom Prostom je Senna pokazal svojo nepopustljivo željo po premikanju meja, tako sebe kot športa. Tisto leto je zmagal na 8 od 16 dirk in si zagotovil svoj prvi naslov svetovnega prvaka. Njegovo rivalstvo s Prostom je postalo eno najbolj znanih v zgodovini športa in ga je gnalo k še večjim dosežkom. Ena najbolj nepozabnih dirk Senna je bila Velika nagrada Evrope leta 1993 v Donington Parku. Tam je prikazal, kar mnogi štejejo za enega najboljših prvih krogov v zgodovini Formule 1. Začel je s 4. mesta v mokrih razmerah in prehitel več dirkačev ter prevzel vodstvo še pred koncem prvega kroga, s čimer je še enkrat dokazal, da je resnično dežni mojster. Kot je sam Senna nekoč dejal, 15 dirkalnikov ne moreš prehiteti v sončnem vremenu, lahko pa jih, ko dežuje. Ni vedel, da bodo sposobnosti, zaradi katerih je bil na stezi izjemno močan, kmalu zasenčene z dogodki tragičnega vikenda. Ko je Formula 1 prispela na dirkališče Imola za Veliko nagrado San Marina leta 1994, se je nad tistim, kar bi moral biti le še en dirkaški vikend, zgrnil temen oblak. To je bil vikend, ki ni preizkusil le njegovih legendarnih sposobnosti, temveč je pustil tudi neizbrisen pečat na športu, ki ga je ljubil in na njem samem. Sezona Formule 1 1994 velja za prelomnico v zgodovini F1. Tragedija, obtožbe goljufanja, intenziven medijski pritisk, vse to. Z vseh vidikov je bilo leto 1994 dramatična prelomnica v zgodovini Formule 1. In polemika se je začela prav na samem vrhu. V sezoni F1 leta 1993 in v letih predtem so imeli dirkači dostop do avtomobilske tehnologije imenovane vozniški pripomočki, ki so bistveno pomagali njihovim nastopom na stezi. Toda leta 1994 so oblasti končno odločile, da temu naredijo konec. Uvedene so bile velike spremembe pravil, ki so prepovedale napredne elektronske vozniške pripomočke, kot so aktivno vzmetenje, protiblokirne zavore, nadzor oprijema in nadzor speljevanja. Ti pripomočki so postali stalnica na najvišji ravni motošporta, saj so izboljševali zmogljivost voznika in vodljivost vozila.
Njihova nenadna odsotnost je pomenila vrnitev k bolj čisti obliki dirkanja, ki se je močno zanašala na voznikovo spretnost in mehansko nastavitev. Dobro za šport morda, vendar so te spremembe pomenile, da je bilo avtomobile bistveno težje nadzorovati pri visokih hitrostih, še posebej v zahtevnih ovinkih na stezah, kot je Imola. Vozniki in ekipe so bili razumljivo nervozni. To je pomenilo, da so bili njihovi avtomobili ne le težje vodljivi, ampak tudi bolj nepredvidljivi. Intenzivno osredotočanje na mehanski oprijem in voznikove posege je vzbudilo skrb glede varnosti, še posebej zaradi visokih hitrosti v Formuli 1. Ko so ekipe prispele na veliko nagrado San Marina, je bilo v pedoku čutiti napetost in zaskrbljenost. Steza v Imoli, znana po svojih hitrih ovinkih in zahtevni postavitvi, je bila zgodnji preizkus, kako dobro se lahko dirkači in njihovi dirkalniki spopadajo z novimi predpisi. Pogovori v boksih in med ekipami so se pogosto vrteli okoli ustreznosti dirkalnikov v teh poenostavljenih pogojih in vprašanja, ali je šport žrtvoval varnost zaradi spektakla. Vsi so se pripravili na tisto, kar se je hitro oblikovalo kot eden najbolj dramatičnih in usodnih vikendov v zgodovini Formule 1. Napetost je še dodatno stopnjevalo dejstvo, da so bili že prejšnji dnevi polni drame. Nemirni vikend se je začel že med petkovimi prostimi treningi, ko je Rubens Barrichello, vzhajajoča zvezda in varovanec Ayrtona Senne, doživel grozljivo nesrečo. Ko se je približeval šikani variante Bassa, je Barrichello Jordan pri veliki hitrosti izgubil nadzor. Avto je silovito zadel robnik in ga izstrelil v zrak. Večkrat se je prevrnil, preden je silovito odtrčil v gumijaste ograde. Trk je absorbiral del sile nesreče, vendar je avto ostal razbit, kokpit pa izpostavljen. Ko je medicinsko osebje priteklo na prizorišče, so čudežno našli Barrichello pri zavesti in kljub poškodbam, zlomljenemu nosu in zlomljeni roki, živ in v dobrem stanju. Njegovo življenje ni bilo ogroženo. Senna je ob ogledu posnetka nesreče takoj odšel v medicinski center. Močno si oddahnil, ko je našel Barrichello živega, vendar sta ga dogodek in skorajšnja izguba njegovega varovanca globoko pretresla. Zlovešča atmosfera se je še ukrepila naslednji dan, med sobotnimi kvalifikacijami, ko je znova udarila tragedija. Avstrijski novinec Roland Ratzenberger, ki se je trudil pustiti pečat že v svojem tretjem nastopu v Formuli 1, je doživel smrtonosno nesrečo, ki je za več let zaznamovala dirkaško skupnost. Ratzenberger je bil na hitrem krogu in je vstopil v hitri ovinek Villeneuve, ko je sprednje krilce njegovega simteka, poškodovano v prejšnjem krogu, odpovedalo. Izguba podtlaka je bila trenutna in katastrofalna. Njegov avto, ki ni mogel zaviti, je pri skoraj 190 miljah na uro zapeljal naravnost steze in trčil v betonski zid. Trk je bil uničujoč, avto pa je bil popolnoma uničen ob silovitem trčenju v zaščitno ogrado. Senna, ki se je pripravljal na svoj kvalifikacijski krog, je bil takoj obveščen o nesreči. Šokiran je zapustil svoj avto v boksovski stezi in se odpravil proti kraju nesreče. Na obrazu se mu je zarisal mračen izraz. Kasneje v medicinskem centru je na lastne oči videl posledice trka pri visoki hitrosti. Izguba Ratzenbergerja, kolega in tekmeca v najčistejšem pomenu besede, ga je vidno prizadela. Senna je bil opažen s solzami v očeh, kar je bila redek trenutek, ko je popustila njegova običajna zbranost in je odražala kruto resničnost tveganj, s katerimi so se vsi soočali. Senna naj bi tisti večer, svoj zadnji na zemlji, preživel v globokem pogovoru z bližnjimi sodelavci, kjer so razmišljali o nevarnostih njihovega športa. Ayrton Senna je imel zelo dober razlog za skrb. Pravkar je končal dolgoletno sodelovanje z McLarenom, ekipo z inženirji, ki jih je poznal in jim zaupal, ter s katero je osvojil 3 naslove svetovnega prvaka, da bi se pridružil Williamsu, še eni vrhunski ekipi v Formuli 1 z dirkalnikom Williams FV16. To novo partnerstvo je na papirju obetalo več, vsaj kar zadeva sponzorstva in bonuse, vendar izkušeni dirkač Formule 1 ni se počutil mirno. Ob debiju za svojo novo ekipo, med tradicionalnim predsezonskim testiranjem, je Senna dejal: "Imam zelo negativen občutek glede vožnje tega avtomobila in vožnje na meji ter podobno. Zato nisem imel niti ene vožnje ali niti enega kroga, v katerem bi se počutil udobno ali vsaj razumno samozavestno. V avtomobilu se ne počutim udobno, vse se zdi narobe. Zamenjali smo sedež in volan, a kljub temu sem že prosil za več prostora." Če se vrnem nazaj na dirko v Estorilu lanskega septembra, se zdaj zdi vse veliko težje. Del tega je posledica pomankanja elektronskih sprememb. Poleg tega ima avto svoje značilnosti, v katere še nimam popolnega zaupanja. To te ne naredi veliko bolj napetega in to te obremenjuje. Težave so se nadaljevale, ko se je sezona začela.
Senna je imel najslabši začetek sezone Formule 1 v svoji karieri, saj ni končal ali osvojil točk na prvih dveh dirkah, čeprav je na obeh vodil. Tako je Ayrton Senna, potrt in nemiren, prišel v Imolo, da bi obrnil svojo srečo. Ni vedel, da mu je usoda namenila veliko temnejše načrte. Bil je 1. maj 1994. Na tisti usodni dirkaški dan, ko so motorji rohnele pod soncem v Imoli, je bil zrak prežet s pričakovanjem in podtonom nemira. Ayrton Senna, vedno utelešenje osredotočenosti in natančnosti, je stal na najboljšem startnem položaju. Njegove oči so bile uprte v obzorje, v mislih pa je morda podoživljal tragedije tega vikenda. V njegovem dirkalniku je bila avstrijska zastava, simbol, ki ga je nameraval razviti po uspešni zmagi, da bi počastil spomin na svojega prijatelja Rolanda tisti konec tedna. Zasvetila je zelena luč, zastave so zaplapolale in moč najelitnejših dirkalnikov na planetu je bila sproščena. Senna se je takoj izstrelil naprej. Njegov Williams FV16 je rezal svež zrak z rjovenjem prebujene zveri. Vendar je že v prvih trenutkih dirke izbruhnil kaos. Eden od dirkačev, Benetton J.J. Lehta, je obstal na štartni črti kot nepremična sidra v morju hitrosti. Nato je sledila takojšnja in panična zmeda, ko so ga skušali obvoziti. Pedro Lamy, ki je prihajal od zadaj v Lotusu, se ni uspel pravočasno izogniti in je silovito trčil v Lehtov stoječi avto. Ostanki njunih razbitih vozil so kot šrapneli poleteli v zrak ter posuli stezo in tribune. Sredi kaosa so bili gledalci sami prizadeti zaradi letečih ostankov. Ko je na stezo zapeljal varnostni avto, se je tempo upočasnil na minimum, kar je bilo v ostrem nasprotju z adrenalinsko hitrostjo Formule 1. Varnostni avto Opel Vectra, ki je bil po svojih zmogljivostih precej skromen, je vodil kolono, vendar se je njegova nezadostna hitrost izkazala za ključno težavo. Počasno tempo, ki ga je narekoval, je povzročil, da so se visoko zmogljive dirkalne pnevmatike ohladile in izgubile pritisk, kar je nevaren scenarij za vozila, zasnovana za ekstremne hitrosti. Senna, vedno pozoren in izjemno zbran, je težavo takoj prepoznal. Odločno je mahal vozniku varnostnega avtomobila, naj poveča hitrost. Njegove kretnje so bile vsem opazovalcem vidne kot nem, a silovit izraz nuje in frustracije. Ko se je dirka končno nadaljevala v 6. krogu, Senna ni izgubljal časa. Divje je pospešil, njegovo vozilo pa je odgovorilo z vnemo ujete živali, ki so jo izpustili na prostost. Ponovno prevzel vodstvo in narekoval peklenski tempo, da bi segrel pnevmatike in dosegel optimalen pritisk. Ko pa se je v 7. krogu približeval zloglasnemu ovinku Tamburello, znanemu po svoji zahtevnosti in nepopustljivih zavojih, je udarila katastrofa. Njegov avto, morda še vedno oslabljen zaradi prejšnjih težav s tempom ali skrite mehanske okvare, ni uspel speljati ovinka. Namesto tega je nadaljeval naravnost z dirkalne linije z grozljivo hitrostjo približno 307 km/h. Ayrton Senna se je boril za nadzor, vendar tudi eden najboljših dirkačev na svetu ni imel dovolj spretnosti, da bi se izognil temu, kar se je kmalu zgodilo. V nekaj trenutkih je trčil betonski zaščitni zid s približno 233 km/h. Trk pri tej hitrosti je bil katastrofalen. Sila trčenja je povzročila paniko po vsem dirkališču in med gledalci. Medicinske ekipe so v upanju pohitele na prizorišče. Njihova prizadevanja so bila divji boj proti neusmiljenemu teku usode. Trudili so se izveči Senno iz razbitin. Njegov avto je bil zmečkan dokaz silovitosti trka. Ayrton Senna je bil nekako še vedno živ in medtem ko je medicinska ekipa obupano poskušala rešiti njegovo življenje, so se začela vprašanja. Kaj je povzročilo, da je dirkač svetovnega razreda izgubil nadzor nad svojim vozilom? Na vse zadnje je bil jasen dan, Senna pa je bil v vodstvu v 7. krogu, brez avtomobilov ob strani. V nadaljnjem sojenju so italijanski tožilci obtožili ekipo Williams zaradi okvarjenega volanskega droga, ki se je zlomil in naredil avto nevodljiv le nekaj sekund pred trkom. Williams pa je v odgovor dejal, da se je volanski drog zlomil po nesreči in da je bil vzrok za nesrečo v drugih težavah. Sennin moštveni kolega, svetovni prvak Damon Hill, je verjel, da je bila napaka voznika tista, ki je vozilo poslala s ceste. Michael Schumacher, ki je bil v Imoli tik za Senno v vročem lovu, je povedal, da je Senna deloval živčno že od 1. kroga in da je njegov avto poskakoval in se tresel na grbini, kar je vodilo do usodne krivine. Toda ne glede na to, ali je šlo za mehansko napako, vozniško napako ali nepredvidene okoliščine, se je Ayrton Senna boril za svoje življenje. Telemetrija bi kasneje pokazala, da je Senna zaviral 2 sekundi, preden je zadev v betonski zid.
Ko so ga izvlekli iz avtomobila, je bila resnost njegovega stanja očitna. Izgubil je skoraj 90% svoje življenjske sile. Po poročilih naj bi Kos, pritrjen na desno sprednje kolo, prodrl skozi njegovo čelado in naredil veliko vdolbino na njegovem čelu. Poleg tega se je zdelo, da je nazobčan kos sklopa nosilca kolesa prodrl skozi vizir čelade tik nad njegovim desnim očesom. Utrpel je več hudih poškodb, vključno zlomi lobanje, poškodbami možganov in pretrgano senčno arterijo. Zaradi njegovega hudega nevrološkega stanja je zdravniška ekipa na stezi izvedla nujno traheotomijo, preden so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. Fotografije, na katerih so Ayrtona Sendo na stezi oskrbovali reševalci, je posnel njegov prijatelj in urednik fotografij pri Autosprintu Angelo Orsi. Iz spoštovanja te fotografije nikoli niso bile uradno objavljene. 2 uri in pol se je zdravniška ekipa borila, da bi ga rešila, vendar je, kot so kasneje poročali neposredno s steze, trk v zid poškodoval njegovo možgansko deblo in ga ohromil. Ayrton Senna je tragično preminil. Svoje zadnje trenutke je v kokpitu preživel v boju za naslov prvaka v športu, kateremu je posvetil vse. V športu, kjer so bile tragedije pogoste, smrtni primeri pa redki, je neposredne posledice tragične nesreče Ayrtona Senne svet Formule 1 in šport nasploh pahnil v globok šok in žalovanje. Senna ni bil le izjemna osebnost v svetu motošporta, temveč tudi narodni junak v Braziliji in priljubljena osebnost po vsem svetu. Neposredni odziv sveta Formule 1 je bil mešanica žalosti in odločne volje za izboljšanje varnostnih standardov v tem športu. Sama narava Sennine nesreče, ki se je zgodila kljub že obstoječim visokim varnostnim standardom, je bila oster opomnik na tveganja, ki so povezana z dirkanjem pri visokih hitrostih. To je privedlo do takojšnjih sprememb v varnostnih protokolih in ponovne ocene varnostnih ukrepov na dirkališčih po vsem svetu. V tednih po tragediji so številna prizorišča za veliko nagrado izvedla spremembe za izboljšanje varnosti dirkačev. Te so vključevale spremembe postavitve stez za zmanjšanje števila hitrih ovinkov ter namestitev naprednejših zaščitnih ovir, zasnovanih za boljše absorbiranje udarcev. FIA, krovna organizacija Formule 1, je uvedla tudi več kratkoročnih varnostnih ukrepov in začela celovit pregled varnostnih standardov, kar je v naslednjih letih privedlo do pomembnejših sprememb predpisov. Sennajeva smrt je postala povod za eno najintenzivnejših prizadevanj za večjo varnost v zgodovini Formule 1. Njegova nesreča, skupaj s smrtjo Rolanda Ratzenbergerja istega vikenda, je pomenila prelomnico, ki je privedla do obsežnih reform v pristopu športa k varnosti. To je vključevalo končno uvedbo naprave Hans, opore za glavo in vrat, strožje standarde preizkusov trkov za avtomobile ter številne spremembe tako v zasnovi avtomobilov, kot tudi v varnostnih standardih dirkališč, ki so bile namenjene boljši zaščiti dirkačev. Tragični vikend v Imoli je spodbudil ponovno ustanovitev Združenja dirkačev za veliko nagrado, ki je bilo takrat neaktivno. Ta organizacija, ki so jo vodili dirkači, se je osredotočila na izboljšanje varnostnih standardov in zagotavljanje, da so bili glasovi dirkačev slišani v razpravah o pogojih na dirkah in varnostnih tehnologijah. V desetletjih po svoji tragični nesreči Ayrton Senna še naprej navdihuje in oblikuje svet Formule 1. Njegova predanost in spretnost sta ga zaznamovali ne le kot enega največjih dirkačev vseh časov, temveč tudi kot katalizator pomembnih varnostnih izboljšav v tem športu. Vsak nov varnostni ukrep, vsako življenje, rešeno med morebitno katastrofalno nesrečo, vsak mladi dirkač, ki vstopi v Formulo 1 s sanjami o veličini, nosi delček Sennove zapuščine.